Vsak, ki je preživel en dan v morski obali, je lahko opazil plimovanje. Plimovanje oziroma bibavica je periodično ponavljajoče se spreminjanje višine gladine morja, in sicer izmenično dviganje in spuščanje. To je primer prognostične karte plimovanja, ki je pravzaprav graf, ki napoveduje višino gladine morja v Koprskem zalivu februarja 2019. Ta graf prikazuje, kako se s časom spreminja višina gladine morja. Na navpični osi je lega gladine, enota so centimetri, na vodoravni osi je čas oziroma ure dneva. Dnevi oziroma datumi so pa še posebej označeni z velikimi sivimi črkami v grafu. Če si graf dobro ogledamo, opazimo več reči. Najprej opazimo valovito krivuljo, ki opisuje ponavljajoče spreminjanje višine gladine, ki mu pravimo plimovanje. Krivulja ima v obdobju vsakega dneva nekako dva vrhova, ki pomenita dve plimi, in dve dolini, ki pomenita dve oseki. Plime niso vse enako visoke in oseke niso vse enako globoke, pa tudi razlika med plimo in osleko, ki ji sledi, ali med oseko in naslednjo plimo, se spreminja. Opazimo pa lahko, da so vrhovi in tudi doline enakomerno razmaknjeni. S časovne osi lahko preberemo, da med zaporednima plimama mine malo več kot 12 ur. Med plimo in oseko, ki ji sledi, pa pol tega časa, torej malce več kot 6 ur. In seveda potem naslednjih 6 ur do naslednje plime in tako naprej. To si velja zapomniti. Perioda plimovanja je 12 ur in 25 minut. Poiščemo zdaj na karti dan, ko je sprememba višine gladine najbolj izrazita. To bi na primer lahko bil torek, 19. februar. Najvišja plima tega dne sega skoraj 70 cm nad lego označeno z 0, najgloblja oseka pa 50 cm pod ta nivo. Razlika med najvišjo in najnižjo višino gladine vode je tega dne skoraj 1,20 cm. Čez en teden je plimovanje precej drugačno. V torek 26. februarja in tudi še naslednji dan se ena dnevna plima in oseka skoraj izgubita. Krivulja ima v enem dnevu le eno izrazito plimo in za njo še oseko, potem pa se naslednja plima skoraj poravna z naslednjo oseko. Razlika med visoko plimo in nizko oseko je 26. februarja le 40 cm, kar je samo tretjina razlike pred enim tednom. Kaj se je spremenilo v tem času? No, na kartah opazimo še neke simbole. Dva od njih sta prikazana prav 19. in 26. februarja in pomenita lunino meno. 19. februarja, ko je plimovanje najbolj izrazito, je polna luna oziroma ščip. 26. februarja, ko je najmanj izrazito, je zadnji krajec. Če pogledamo še, kako je s plimovanjem ob mlaju in prvem krajcu, ugotovimo, da je ob mlaju podobno kot ob polni luni in ob prvem krajcu podobno kot ob zadnjem krajcu. Lahko bi preverili še grafe za druge mesece in ugotovili prav isto. To je nekaj, kar si bomo zapomnili. Polna luna in mlaj pomenita visoko plimo in izrazito plimovanje, prvi in zadnji krajec pa nižjo plimo in manj izrazito plimovanje. Seveda nas zanima, kaj ima luna z morjem, in bomo to tudi opisali v drugem delu.